Lep pozdrav, vsem skupaj kakšno minuto čez 18. uro. Malo smo se s tehniko zamudili, malo so nam tle naše članice prinesle piškotov, dobre pekarije. Iskrena hvala vsem za to gesto in se še seveda priporočamo, ker je zelo, zelo dobro. Tako da tudi, če bi od vas kdaj kdo želel, dobrodošli, se nam pridružite tukaj. Zmer se najde še kakšno mesto, če glih smo zelo natesno, ampak je zelo fajn. Tako. Zdaj je na vrsti ena zelo zanimiva tema. Glede na vse to, dragi moji, kar smo poslušali, kar nam je danes povedal naš predsednik Miran, kar nam je v prejšnji temi bilo sporočeno, kako se to počne, kakšne so posledice, kako ljudje dejansko samo čakajo komando, TV poročila, so ljudje, ki 100% verjamejo samo televiziji. Če pa otrok, sorodnik, sosed, sodelavec pove svoje mnenje, ki ga je sam raziskal, pa to ni nič vredno. Tako da žal živimo v času, kjer tehnologija vlada našemu umu in to se dogaja skozi matrico in njeno iluzijo, v kateri živimo. Se pravi, da je iluzorno življenje bistveno močnejše, bistveno bolj vpliva na naša telesa, na naš um, na naše dejanja, kot si sploh lahko predstavljamo, pa ne da kot si predstavljamo, kakor si sploh sebi upamo verjeti, ker ko je človek enkrat v tunelu, v napačnem tunelu, z vso kompozicijo, je pač v tem tunelu, vleče za sabo vse svoje nahrbtnike, se ne more več obrniti. Ker če bi se v tem trenutku obrnil, kaj bi se zgodil? Nesreča. Za njega pa še za koga drugega. Tako da pazimo, po katerih tirnicah v življenju vozimo. Na vsakem koraku virus, maska, distanca, izolacija, cepljenje. Kdo stoji za tem, nam bo povedal naš dragi član Ervin. Izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa, Mikael. En lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli. Ja, naša tema, matrica in njena iluzija, v kateri živimo. Poznamo besedo poživitveni odmerek, a ne? Poživitveni odmerek je v zadnjem času zelo popularna beseda, tudi pri meni, ampak v smislu, da bomo večkrat ponovili glede na temo, ki smo imeli zadnjič, kajti ponavljanje je ključ in vedenje do znanja. Se pravi, govorili smo o človeškem umu, človeški um funkcionira kot računalnik, kot hard disk, ne? Naše misli delujejo kot podatki, ne? In naš um jih non-stop jih obdeluje. Se pravi, misli so informacije. In življenje, ki ga živite, je posledica naših misli, naših prepričanj, ki jih gojite v sebi. Se pravi, mi se nenehno programiramo. Zato pazite, o čemu razmišljate, kajti vaše misli so programi. Imeli smo tudi tematiko, kako je um zgrajen. Imamo, a poznate, analitičen, se spomnite? Analitičen pa kje poj? Reaktivni, pa še enega smo omenili telesen um, ampak za nas so pač pomembna analitičen pa reaktiven. In smo imeli ta diagram, če se spomnite, in smo rekli, da je najboljše, če se nahajamo v tem zelenem področju, se pravi v analitičnem umu. Sistem, ki pa nam ponuja te informacije, pa nam skozi digrirajo in nas hočejo držati v reaktivnem umu, nenehno v strahu in v paniki. Ja, pa si pogledamo tale mind control, mi smo ga zadnjič tudi malo omenili in sem tudi rekel, da edino to si zapomnite, da mind control je bistvo in cilj, fokus njihov, da nam vzamejo svobodo. Kar je pa novo, bom pa zdaj povedal, da to ni teorija zarote, ampak da je to agenda. Včeraj teorija, danes pa to doživljamo v praksi. To se pravi, tisti, ki se še ni tega zaveda, ne, lahko rečem dobro jutro. Se pravi, na vsakem koraku virus, maska, distanca, izolacija, cepljenje. In kdo stoji za tem? Tretirajo se za bogove. To so zelo bogati, vplivni, so zelo inteligentni, žal psihopati, ki ne tolerirajo človekovih vrednot. So predstavniki čistega zla.
zelo dobro organizirani in delujejo v ozadju gledališkega odra in kontrolirajo vse ravni našega življenja. Se pravi, zgodovino, ekonomijo, politiko, religijo. Praktično ni področje, kjer oni ne bi imeli prste vmes. Sigurno ste že daj slišali za tele gospode, dinastija Rothschild pa Rockefellerji. Ona dva sta glavna, glavna predstavnika, ki držijo, cel svet v šahu. Pomembni so tudi še gospod Kissinger, gospod Soros, evropskih korenin, Madžar, gospod Bill Gates. Se pravi, če hočete vi kaj izvedeti, kaj se bo zgodilo v naši prihodnosti, morate samo poslušati, kaj oni izustijo in ne poslušati naše politikante. Oni so steklena krogla, kako? Ja, oni so, dobro, to so dobro rekel, ja. Steklena krogla, ki se igrajo bogove, ne? In so, več ali manj so tudi vsi predstavniki prostozidarske lože in od spodaj je tudi tukaj na sliki prikazan, ker so postavili monument, kjer so rekli, da je treba redukcijo človeštva narediti in ohranjati svetovno populacijo pod 500 milijonov ljudi. Ja, in seveda, bom rekel, en zelo pomemben predstavnik te nove agende je gospod Klaus Schwab. Ne? On zagovarja transhumanizem, že sama beseda transhumanismus, ne? Beseda trans, človek, ki ni priseben, ki je nekje odsoten, ne? Humanizem predstavlja človeštvo, se pravi človek, ki je odsoten. Ne? Oni sanjajo o umetnem človeku, kako bojo naredili umetnega človeka, se pravi robot, pa mehen človeškega mesa in to pač njihova nova zgodba. Ne? Se pravi, vedno pa cilj je odvzem človekove svobodne volje. Gremo naprej. Jaz osebno temu miselnemu vzorcu, ki ga pač te gospodje zagovarjajo, pravim koncept bolanega uma. Posegajo oziroma posiljujejo naš s hipnozo, se pravi s podatki, z informacijami, ustavljajo nam nek miselni vzorec, ki ni v skladu z našimi prepričanji, interesi, temveč z njihovo agendo. Se pravi, ja, imamo kakšne tehnične Bo? Aha, nekdo se je vključil. Se pravi, eno umje. Ne želijo, se pravi, ne da želijo, ampak zahtevajo, da mislimo vsi eno in isto. Se pravi, svobodno mišljenje ni več tolerirano. Oni se nas imajo za neumne, za nevedne in nas želijo držati v zmedi, v smislu kaos abhao. Se pravi, iz kaosa narediti red. Zdaj smo v trenutku zmede. Ne? In s pomočjo propagande, s pomočjo ustrahovanja nas držijo v paralizi in dejansko na avtopilotu. Mediji s hipnotičnimi besednimi zvezami poseljujo naš nezavedni del, našo podzavest, z namenom, da se privadimo, da akceptiramo tisto njihovo novo realnost, ki nam jo sugerirajo, seveda s polresnicami in tudi z lažmi, po principu, da ne boste rekli, da vam mi tega nismo povedali. Ja, dalje. Program 90 dni, mentalni trening. Ja, jaz sem se včasih tudi ukvarjal z mrežnim marketingom in tam imamo tudi različne programe in sem si potem tole pač mal sposodil z mrežnega marketinga. Program 90 dni, mentalni trening, kako to izgleda? Se pravi, ponavljajo nek vzorec, dokler se ljudje ne navadijo. To je isto, kot mehkega otroka, ga navadite, da se mora ščitkati zobe. Vsak dan ga maltretirate, potem pa čez en cajt ga sploh ni treba več navajati, on to dela po defaultu sam. Ne? Se pravi, navadimo ga na domačnost, da to pride v kri, postane samo po sebi čista rutina. Rutina je, se pravi, in potem ta rutina postane čisti ritual, rojena je nova religija poslušnih ovac. Če je program zaključen, dajo kljukico, zelena kljukica in postavijo nov cilj. Vse je skrbno načrtovano in vse laufa po njihovem planu in to je planirano več desetletij že vnaprej. In vse se zaključi s ponavljanjem oziroma repeticijo. In potem je vse samo še trening in
indoktrinacija. Žalostno, da se tega ljudje nočejo spregledati, ljudje sploh ne opazijo ali pa zavestno ignorirajo, nočejo opaziti, da se nam jemlje dostojanstvo, ruši nam se svet na naših hrbtiščih in vlečejo kolektivno vse v neko novo realnost. Pa pač, ali nam to paše, ali pa tudi, če nam to ne paše. Ustvarjajo koncept nove družbene ureditve, ena vlada, ena vera in eno prepričanje. Ustvarjanje enoumja. Jaz ločim 3 kategorije ljudi. Se pravi, prvo in pravim koma ljudi, to se pravi ljudi, ki so na avtopilotu. Tem ljudem ni pomoči, oni so kar na drogi, akceptirajo brezpogojno vse. Z njim se da najlažje manipulirati. Njihova religija je TV, časopis in radio. Komunikacija je praktično nemogoča, kajti v svoji glavi imajo toliko filtrov, da jih z besedo ne boste mogli se dotakniti. Pa veste zakaj? Zakaj se jih ne moramo dotakniti? Zaradi apostolatov. Zadnjič smo imeli temo apostolati. Kaj so apostolati? A kdo ve? Poslanci. Apostoli. Ne? S posebnim namenom. Ne? Apostolati so odločitve. Ja. Apostolati so odločitve. In ko ljudje konzumirajo vse te negativno blato, če lahko temu rečem, vsak dan, iz dneva v dan, in to samo dejstva, nove sugestije, podkrepljena dejstva in potem to samo še podkovano in na koncu samo še sprejmejo tisto, kar jim je dano. Potem imamo drugo kategorijo ljudi, to so sledilci. Oni vejo in čutijo, da gre nekaj narobe, ampak oni sledijo večini. V besednih zvezah jih opaste, ko uporabljajo kot so pa češ, sej nič ne moreš, bo že nekak, ti kako pa kaj prijatelj, tam sem slišal, da sem ima nekaj kaj dober pa to. Se pravi, enostavno fokus spremenijo drugam, enostavno se nočejo ukvarjati, če jih vi nekaj vprašate, ker se pač ne počutijo dobro. Sej bo boljš. Sej bo boljš, ampak idemo se raj pogovarjati o vremenu ali pa kako se včeraj imel. Tretja skupina, to so fajterji, ne? Beseda že sama pove, se pravi bojevniki, se pravi ljudje, ki se zavedajo položaja, ki jim ni vseeno, so aktivni, so informirani, ozaveščajo druge in to so tisti, ki bodo reševali Titanik, tudi ko bo že potopljen že 2 leta. Se pravi, niso samo prebivalci, so aktivni državljani. So aktivni državljani, ja, tako. Hvala. Tja, predstavljajte si, da vam jutri rečejo, se spomnite, kaj sem jaz rekel zadnjič, predstavljajte si, kako je to zelo močna beseda. Če jaz rečem, predstavljajte si, da ste vi na Havajih, da ste na eni lepi plaži, v momentu vas odpihne, v momentu. Ta besedna zveza je zelo močna, ampak ta predstavljajte si lahko ni samo v pozitivnem smislu, ampak tudi v negativnem smislu. Recimo, jutri boste skakali iz nebotičnikov. Jutri boste skakali iz nebotičnikov. Ste me dobro slišali? Jutri boste skakali iz nebotičnikov. Boste rekli, ne. A boste skočili? Ne, jaz pa ne bom skočil. Ma ni šans, ne, kje pa, ne skočil pa ne bom. Aha, pa zdaj te pa jaz vprašam, zakaj pa se potem hodiš testirati, pa cepati, pa nosiš maske, pa kažeš QR kodo, čisto vsakmu dojenčku, da rečem tako. Ali gre lahko še nižje? Očitno, da ja. Naša naloga je, da prepoznamo te satanistične vzorce, da to temo postavimo na dnevno svetlobo in da jo razkrinkamo. In da jo razbijemo na prav faktorje. Ozaveščajmo ljudi. Dej, zbud se človek. A ne vidiš? Ali pa mu rečeš, trnulčica, a še spiš? Kaj, ti dam ljubčka? Tako majke more bičale, da nismo tako zadrknjeno resni. Govorili smo tudi o strahu in laži. Ne? Strah gre za čustveno stanje
in da se ga nalezemo s posnemanjem in opazovanjem drugih. Ja, strah je nalezljiv. Ko vidiš sosede tam okoli sebe, pa ko vsi govorijo, dej masko gor, pa rečeš pa na koncu, ma bom jo dal gor samo, da bo ja mir. Ne? Ja, in potem, kako se je to recimo v preteklosti zelo dobro pokazalo v drugi svetovni vojni, ki je pač nacistična Nemčija začela drugo svetovno vojno in ko je gospod Hermann Wilhelm Göring, nemški feldmaršal, ki je preživel drugo svetovno vojno in je bil na Nürnberškem procesu obsojen na smrt, so ga vprašali, daj ti nam povej, kako si ti pripravil folk, da so sledili tej norosti. In on je stavno rekel, to je povsem enostavno, samo prestrašiti jih je treba dovolj, da so napadeni in naredili bodo vse, kar jim boste ukazali. To deluje v vsakem sistemu, v vseh državah, pa tudi očitno v vsakem času, tudi danes. Potem je še en gospod, Josef Goebbels, nemški nacistični politik in vladni minister. On je bil odgovoren za propagando nacistične Nemčije, on je bil genij, kar se tiče propagande. In on je rekel o laži. Če je laž dovolj velika in jo nenehno ponavljaš, bodo ljudje s časom vanjo verjeli. No, to je bilo zdaj pač ponovitev iz prvega, mislim, zadnjega dela, v 14. dnem. Zdaj gremo pa na današnjo tematiko, na tole našo matrico, dejansko matrico, v kateri živimo. To je zelo zanimivo, praktično je to tukaj, bom rekel, 15-20 let raziskovanja in zdaj ta tematika je toliko obsežna, da bi lahko vsaki stvari, ki bom tukaj slajdil, ker bom govoril, bi lahko govoril ure in ure, ampak jaz bom probal to nekje v 45 minutah vam razložiti, tako da vsaj dobite mečken občutka, mečken za feeling. Še nekaj, a si poslal tiste slikce, da imajo? Vsi imate slikce, tlele na Zoomu, zdaj tisto slikce si odprite, sem dal v chat, pa na Telegramu je, ostalo imam pa kanale zaprte, tako da vsi, ki ste na Zoomu, tole slikce si lahko zdaj pogledate, odprete, tako da vsi imajo, ja. Lahko si natisnejo, na kaj napišejo zraven, si mislijo. Ja, dobro, sedaj na koncu bo tista slika, ja, tisti bi fajn, da si jo sprintajo. V glavnem, da razumemo našo matrico, v kateri mi živimo, moramo iti skozi 4 področja, to je zgodovina, politika, ekonomija in religija. Če boste eno komponento spustili, ne boste sestavili tega mozaika, v katerem mi živimo. Zdaj mečkam suhoparna teme, se pravi, majhen se naslanjam na Wikipedija, tako da imam neko podlago, drugače pa rajš tisto povem iz mojih izkušenj, pa verjetno se boste ti zapomnili. Se pravi, zgodovina ali historija je veda, ki raziskuje človeško vedenje skozi čas. Je interdisciplinarna in humanistična družbena veda, ki preučuje človekovo družbo od njenega nastanka v času in prostoru. Njena naloga je, da kritično in nepristransko raziskuje dogodke v preteklosti, rekonstruira človekovo življenje v preteklosti in ohranja zgodovinski spomin, saj nam poznavanje zgodovine omogoča razumevanje sedanjosti in nam istočasno omogoča videnje v prihodnost. Pod pojmom zgodovinopisje razumemo proces nastajanja zgodovine, v katerem zgodovinarji z različnimi orodji in metodami na podlagi virov preučujejo in nato interpretirajo preteklost posameznikovega življenja in delovanje preteklosti razvoja človeških skupnosti. Zgodovinopisje se lahko prične šele s kritičnim odnosom do pričevanj v preteklem življenju. Politika. Politika izhaja iz besede polis, mestna država, in besede kratein, oblast, moč, vladati. Politika usmerja družbo s pomočjo države. To mi danes dosti dobro čutimo na naši lastni koži. Politika je lahko način vodenja, upravljanja in urejanja kakšne človekove skupnosti. Politika se lahko izraža kot boj političnih strank in posameznikov za oblast, lahko pa je le način urejanja družbenih področjih, kot so gospodarstvo, obramba, zdravstvo, šolstvo, kultura, šport, kmetijstvo, zunanja politika, varovanje okolja itd.
Sama beseda zaradi različnih definicij, pogledov in družbenih ureditev gre za preobremenjen izraz. Beseda politika lahko tudi uporabljate v domačem okolju, ker rečete, ja, moja žena mi spet nekaj flanca, mi spet ima svojo politiko. Notranja politika, ja. Ekonomija. Ekonomija grško pomeni ojko, hiša, nomos, zakoni, pravila. Se pravi, je družbena veda o upravljanju z razpoložljivimi sredstvi glede na njihovo donosnost. Nekoč uporaba ekonomije je bila namenjena predvsem gospodinjstvu, torej upravljanju sredstev in ljudi za kvalitetno preskrbo, kot takšna je bila tesno povezana z družinsko ureditvijo. Včasih so bili ljudi mostiščarji ali pa so živeli okrog ognja. Danes je pa to malo drugačna zgodba, kar se tiče ekonomije. Ne? Danes imamo pa to pravo znanost, ki se ukvarja z izdelavo, ki se ukvarja z distribucijo in potrošnjo blaga. Imamo en fokus, povečanje razpoložljivih sredstev. To srečujemo v trgovini in proizvodnja. Fokus je vedno ustvariti več, še več, največ, maksimalno. Se pravi, v naših bolanih glavah je tista filozofija, da naša ekonomija oziroma naša narava lahko raste v neskončnost, ampak besede neskončnosti v naravi ni, preko slej nam zmanjka resursov. Ne? Potem optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev, varčevanje, tehnološka inovacija. Varčevanje je zelo zanimiv. Včasih je bilo recimo, ne vem, 20 koscev, pa kar naenkrat je prišel kombajn v vas. Ne? Ali pa recimo včasih je bilo v eni fabriki, ne vem, 10 ljudi zaposlenih, potem so pa naštimali stroj, pa jih je 5 preč odpadali. Zdaj zadeva šla še naprej, danes je pa robot, pa je še tistih 5 ljudi zamenjal. Tako da moramo tudi vedeti, kam naš ta svet hiti, da v prihodnosti bodo ljudje ostali brez dela. Se pravi, gre za tudi kot zadnja opcija povečanje donosnosti, se pravi, povečanje donosnosti normalno, da morajo firme vlagati v reklame. Zdaj so svetlo, da jaz ne tiskam več. Zdaj na knov stisne pa se menja. Zdaj se pa samo slajdi menjajo. Tiskarji crkujemo. Ja, tako, tiskarji sploh niso več in. Danes imate že tudi digitalno kartico, ime, priimek imate že, ne? Ja, ekonomija z uvedbo države postane povezana z vladanjem večjih skupinam ljudi, tako postanejo pomembni davki, pristojbine in delitev dela. Se z davki nič ni narobe, a ne? Seveda, če bom rekel, ta denar ostane neki skupnosti, ne pa da ta denar odteka, bom rekel, čist v druge žepe in s tem nima nič, bom rekel, povezavo z nami. Ne? Tukaj se pa potem sprašujemo, ne? Da je tukaj res nekaj narobe. Religija, to je zelo, bom rekel, zelo zanimiva zgodba. Kaj govori Wikipedija? Recimo ta stavek mi je zelo zanimiv. Vse religije so načeloma bistre podjetniške ideje, razen ta pravih. Zdaj pa, razen ta pravih je v narekovajih, kjera religija je ta prava. Odlično, ja. Ja, a ne? Res je. Puščica. Ja. Se pravi, bomo o tem še govorili, nobena religija ni ta prava, pa sem veren človek, ampak to, da vam povem. Ampak to tudi kaj še pridemo. Obsega tudi predniške ali kulturne tradicije, zapise, zgodovino in mitologijo. In kot tudi osebno vero in mistično spoznavanje. Religija, tudi verstvo, je sistem prepričanj in dejanj, s katerim človek izraža svoj odnos do svetega. Izraz religija se nanaša tako na osebna dejanja, kot tudi na skupinske obrede, sporazumevanje, ki izvira iz skupnih prepričanj. Splošno velja, da obstaja 12 glavnih religij. V krščanstvu imamo pač različne skupine, od katoliških do protestantizma, pa imamo pa še pravoslavne skupnost, pa imamo pa še druge, bom rekel, lučine, ki pač imajo neke izvor pač krščanske, ne. Ampak to potem tudi še nekaj povedal poj. Potem druga najmočnejša je islam, ki se zelo trudi
prehiteti krščanstvo in zato vas naj ne preseneča, zakaj imamo, bom rekel, tok upada, bom rekel, tujcev iz vzhodnih držav, ne? Ker tukaj pač v Evropi prihaja nova delovna sila. Zato nas pa morajo, nas Evropejce, mečkrat zdesetkrat, ker mi Evropejci smo ljudi, ki razmišljamo. A ne? In tudi, bom rekel, morate nekaj vedeti, da mi smo krščanska regija in v krščanski regiji dopuščamo ljudem svobodno voljo in lahko svobodno izražajo svojo vero. Če je nekdo musliman, ga ne obremenjuješ z nekimi neumnostmi, pač delaj, kar hoč, sam pust mene primir, ne. Lahko si tudi ateist, lahko si, ne vem, budist ali pa tudi satanist. Ampak, da bi pa recimo šlo, recimo, da bi šli pa živeti v Iran ali pa v Egipt in hotel svobodno izražati svojo krščansko pripadnost, imate pa težave, a ne. Dobro, drugih ne bi našteval, gremo naprej, da nas gubljamo cajt. Ja, zgodovina. Zdaj bomo pa pogledali iz moje perspektive tole zgodovino. Iluminati ali razsvetljeni. To je gospod Adam Weishaupt, tukaj se zgodba začne. Johann Adam Weishaupt, on je bil ambiciozen profesor v Ingolstadtu. Leta 1976 je ustanovil prvo združenje. Sicer niso se imenovali Iluminati, so se drugače imenovali, ampak potem je pač, mislim, da čez 2 leta kasneje so dobili to besedo oziroma ime svoje organizacije, Iluminati. Cilj njihov je bil infiltracija somišljenikov v politiko za doseganje sprememb. To bomo tudi še srečali malo kasneje, kako se to infiltrira, ne, vse do danes. Prostozidarji. Moramo omeniti, da niso bili Iluminati ta prvi, ampak pred njimi so bili prostozidarji. To je drugo tajno združenje, ki ima bistveno daljšo tradicijo, ki bomo tudi spoznali. Predstavniki, kot so Wolfgang Goethe, Adolf Freier Knigge, sta se kot člana prostozidarjev sta se pridružila Iluminatom. Slednji, se pravi, da gospod Adolf Freier, je bil tudi drugi največji mož reda Iluminatov. No, tale gospod je tudi zanimiv. Zelo uspešni so bili na začetku, veliko pozicij so se tudi v politiki prilastili, vendar žal je bil uspeh kratkotrajen. Njihova tajnost ni bila tako trdna, očitno je oblast postavila svoje špijone in potem je bavarski glavar Karl Theodor leta 1784 prepovedal to združenje in tudi drugi knezi so se temu pridružili, ker so nasprotovali tej skupini in so jih pa zato tudi preganjali in tudi veliko ljudi, teh članov so tudi pobili. Mogoče so imeli preveč ženskih oseb noter, pa so preveč blebetale, niso mogli skrivno zadržati. Vse veste, ženske pa ne znajo dolgo časa skrivno zdržati. V glavnem po 18 letih so poniknili, ampak uradno se pa nikoli niso oni razšli. Skull and Bones, to je študentsko gibanje v Ameriki, naj bi bili ali so nasledniki Iluminatov. Oni so big playerji v tajnih organizacijah, tudi predstavljeni kot grešni kozli. Pri tem seveda niso sami. Da vam nekaj povem, sicer tukaj slajde vidijo samo tisti, ki so na Zoomu, a ne? Ja, se pravi, moram povedati, da je predstavnik Skull and Bones bil tudi mlajši predsednik George Bush in obstajajo tudi na netu, na YouTubeu taki pricurljani, kočljivi videoposnetki, ki so na skrivaj to snemali, te njihove ceremonije, in kad to gledate, pa samo si izmislite z glavo, ojoj, kva so to za eni psajhoti. Ja, in silno je zanimivo tudi to mogoče, bom rekel, če pogledamo nemško vojsko, se pravi tele SS
garda, se pravi ta specialna policija, vojaška, oni so imeli na svojih kapah simbol mrtvaške glave. Ne? Zanimivo je to, da je ogromno impregnirano v teh skrivnih ložah z nekimi lobanjami in z nekimi kostmi. Ne? V Ameriki so imeli kosti in tudi nemški oficiri so imeli na kapi simbol kosti, ne, mrtvaške glave. Se pravi, gre za praktično za isto zgodbo, čeprav so se včasih bojevali na različnih koncih, ampak neke stvari so imeli pa vedno skupne. Prostozidarji ali templari so bili bolj organizirani v primerjavi z iluminati zaradi daljše tradicije. In bomo zdaj tudi povedal, zakaj. To gre v biblične čase. Legenda govori, da je Hiram dobil nalogo, da izgradi tempelj v Jeruzalemu po naročilu Salamona. Izgradil je pravi čudež in vsi so ga občudovali. Hiram je takrat ustanovil tudi ložo in tudi članom lože zaupal, kako jo je zgradil in jim je zabičal, naj skrivnost zadržijo zase, naj jo nosijo do groba. Oziroma jo predajo samo članom lože. Hiram je bil potem kasneje tudi umorjen, vendar skrivnost se je ohranila in loži so dali potem tudi ime prostozidarji. Tradicija se je hitro razširila, bila je mogoče manj mistična in je potem začela kazati bolj tiste vidne politične aspekte. Zdaj pa pogledamo naše prostozidarje. To so bili med najzgodnejšimi in najslavnejšimi evropskimi vojaškimi krščanskimi cerkvenimi redi. Njihovo poslanstvo braniti in širiti krščansko vero, ustanovljena je bila pa leta 1118, po 2 leti po osvojitvi Jeruzalema. Ja. Delovali so iz stavbe, kjer je kralj Salamon dal postaviti prvi jeruzalemski tempelj. Njihovo polno ime Red siromašnih vitezov Kristusa in Salamonovega templa. V roku 2 stoletij so se razvili v eno najvplivnejših organizacij srednjega veka. Njihov zaščitni znak je bil Rdeči križ. Veljali so za zelo dobre in predane voščake, ki so zmagali v številnih bitkah. V času obstoja naj bi v boju z muslimani jih je kar veliko tudi padlo. Papež jih je zato tudi seveda nagradil, s tem, da jim je oprostil plačevanje vseh davkov. No, to veste, da Rim je zelo dobro znal poskrbeti zase. Ne? Se pravi, čedalje večjim bogatstvom so kupovali zemljo, se pravi, templari so bili kar zelo podjetni. Ustvarjali so denarne imperije in so bili nekakšen prvi evropski bančni sistem, so ga oni razvili. Ne? Prevzeli so celo del nadzora nad Jeruzalemom. Se pravi, imeli so tudi svoje kovance, svoje simbole, Rdečega križa. Njihovo bogatstvo pa se je okrog leta 1200 malo zmanjšal, ko so muslimani ponovno usvojili Jeruzalem. In potem je tudi začelo to malo sihati. Vi morate vedeti, da krščanstvo ima nekje okoli 6000 let zgodovine. Islam se je pa šele začel razvijati nekje 560-569 let našega štetja. Ima zelo majhno zgodovino. Tako kot zanimivost, plača se to imeti to v umu, ker muslimani učitajo, češ, da je pač Biblija fake pa take stvari, ampak dobro, to je druga zgodba. Potem se je pa zgodil en preobrat. Oni so posojali tudi denar drugim veljakom po Evropi, ne? In preobrat, konec templarskega reda je naredil francoski kralj Filip IV. Odločil se je, da uniči templarje. Odločitev je sprejel predvsem zato, da bi se izognil plačilu dolga redu, od katerega si je dolgo leto bogato izposojal. Se pravi, jaz od prijatelja se sposojam denar, pa ker ga nimam več,
pa ne moremo vrniti, pa ga pa štihnem. Ja. Pa normalno, Filip je s pomočjo papeža Klementa je prišlo do sojenja, ne? Je sodil templarjem na podlagi lažnih obsod in krivoverstva in bogokletstva. Moramo vedeti, da so pač različne zgodbe tudi v ozadju, da so se templarji tudi ukvarjali z kabalo, da so prišli v stik v Jeruzalemu tudi z mističnimi stvarmi. In to so nekako, to so govorice, ali je to kaj resnega, prepustim to vaši domišljiji. V glavnem, na nesrečni petek, 13. oktobra leta 1307, je francoski kralj dal aretirati vse člane reda v državi. Na isti dan so številne mučili in usmrtili. Po ukinitvi templarskega reda, se pravi, Klement je templarje, to se pravi, to je škof, Klement ali papež, je uradno razpustil templarje leta 1312. Po ukinitvi templarskega reda je nenadoma izginilo tudi njihovo ogromno bogatstvo, neznano kam. To bi bilo Janša vprašati. Kam spohtevajo njegovi denarci? Ali pa rodeta, ja, bodite velikodušni. Pa rok se tako odpirajo. Ja, kljub temu je zapuščina templarjev preživela, ostank njihovega zlata pa se vijejo številni miti in legende. Šušlja se, da so zbežali tudi na Škotsko in vzeli svoje skrivnosti s seboj. Ustanovili so novo zgodbo in potem so bili bolj previdni in so bili zelo skrivnostno organizirani. Zdaj se pa pogledamo malo tele prostozidarje nekje v 18. stoletju. Simbol je vinkel, se pravi kotnik, 90-stopinski, šestilo, G kot gnosis, G kot God, ne? Kot Gmail, marsikaj. Ok, dobro. Ja, lahko. Je, marsikaj je G. G-dur, tudi G-mol, ok. Razcvet so doživeli v 18. stoletju. Istočasno so bili dejavni v večjih političnih sferah. Sodelovali so tudi pri večjih političnih preobratih, recimo kot so francoska revolucija, državljanska vojna v Ameriki. Normalno in oni so se s tem tudi ukrepili in nasprotniki, ki niso zagovarjali te zgodbe, so se jih začeli biti. In potem se vrnemo mal, ne vrnemo, ampak gremo naprej v čas druge svetovne vojne, čas nacizma v Nemčiji. Nacisti naj bi se jih bal, ampak to je bila zgolj igra, zato ker so imeli Jude v šaci. Se pravi, propagirali so, da prostozidari simpatizirajo ali pa koketirajo z Judi in da skupaj planirajo svetovno zaroto. Izmislili so se pač nacisti izgovor, da se tajno pač sestankujejo. In so se tudi sklicovali na tajni dokument, protokol modrih Ziona. Zdaj, kakšen je bil to dokument, Bog se vedi, ne vem. Ampak kasneje se je izkazalo, da je bila to poneverba iz leta 1930, ampak to naciste sploh ni zanimalo, ker oni so rabili orodje za to, da so lahko imeli odgovor, vse moramo početi, kar diši po teh zgodbah. Se pravi, tako so odstranjevali prostozidarje v Tretjem rajhu vse po spisku. Po drugi svetovni vojni pa so lože zopet začele odpirati svoja vrata in so pač zaživela in živijo še danes, kot so nekoč. Zdaj pa pogledamo prostozidarstvo v Nemčiji. Če pogledamo recimo, kaj se v Nemčiji danes dogaja, kar se tiče vse tega korona štale, pa to me kar malo stisne, ko poslušam, kaj se v Nemčiji dogaja, kako so tam že vsi pocepljeni, pa kakšne ukrepe država vse uvaja pa to. Ampak morate vedeti, da oni lahko to vse tole furajo, morate vedeti, da morajo imeti zelo močen aparat v ozadju, da to fura. Ne? In v Nemčiji
naj bi bilo danes nekje okoli 14.000 članov, sprav 14.000 prostozidarjev, ne? In to morate vedeti, da so oni, da so vsi na funkcijah, da praktično ni luknje, da oni ne bi imeli prste vmes, ne? In tudi praznovali so 275 let svoje ustanovitve. Danes vemo, da so zelo zadržani, so zelo skrivnostni, zelo malo se ve o njihovih strukturah, imajo sicer svoje notranje interne volitve, ampak na zunaj je to vse nedotakljivo. Se pravi, na zunaj se zelo malo o njih govori, zavezani so k molčečnosti, ker oni tudi odgovarjajo svojo glavo. Mogoče kot eno zanimivost vam povem, kako recimo, če en prostozidar ima težave, ampak kako so to včasih reševali, da recimo padel v en ZOS in potem je medijska zadeva upevana in je hotel, da se ta zadeva umiri. In kaj je naredil? Poklical je fotografa, fotograf, ki je točno vedel, ki bo eden izmed njihov, rekel, zdaj me pa slikaj. In potem se je postavil pred kamero in se je paril za kravato. A veste, kaj to pomeni? Nevarnost za druge. On se je paril za kravato in potem, zakaj? Tako, rešite me. Rešite me. Enostavno, ko je fotograf slikal možakarja, se pravi prostozidarja, in ko je slika šla v tisk, so vsi prijatelji oziroma člani prostozidarske lože, kjer je imel kakršenkoli učink, da bi lahko deloval, da bi ga zaščitil svojega brata, so vložili vse napore, da je zadeva šla čim prej iz javnosti ven in da so čim prej pod preprogo to pometali. Ja. Vprašanje je, zdaj, ne, zakaj oni obstajajo? In če se mi vprašamo, zakaj oni obstajajo, delujejo skrivnostno, ne, potem se že ukvarjamo s teorijom zarote. Ni organizacije na tej zemeljski obli, da ne bi imeli svojega člana v teh organizacijah. Povsod imajo prsto vmes. Mogoče, gospa, vprašajte vašega soproga, če ni mogoče prostozidar. Se pravi, govorim lahko UNO, WHO, FBI, CIA, borza, vojska, policija, prehrambena industrija, filmska industrija, glasbena industrija. Tega je ogromno. Jaz sem šel skozi glasbeno industrijo, filmsko industrijo, to je tam tega simbolizma, bi lahko tudi naredil eno predavanje iz tega. Duhovščina, cerkev. Veste, ker vi morate nekaj vedeti, da prostozidari, oni se pogovarjajo v simbolih. In ko se vi začnete s tematiko, z simbolizmom ukvarjati, začnete brati, točno veste, kje se nahajajo, kje se družijo. To je, se pravim, to je never ending story. Plus tega je, bom rekel, to, kar mi poznamo, kar vemo, kar pride slučajno, kar majhen pride ven, je to en delček. Ne? Cilj. Kakšen je njihov cilj? Imeti moč, imeti denar, imeti kontrolo. In če kontrolo imajo, je njihov cilj, da zatirajo. Koga? Ja, nas, ljudi. Oni bodo zanikali slednje. Se pravi, ne rekli, ne, mi nismo za to, da kontroliramo. Ne, to mi pomagamo, mi smo dobri ljudje, mi smo na vaši strani. Ampak oni bodo rekli, ja, res pa je, mi hočemo imeti vpliv. Da smo na pozicijah, ampak z namenom, da bi ohranili človeštvo. Če jim je le zavarjati. Ali je vse to res? Človek se mora vprašati. Ja, sam si mora sam odgovoriti. Ker jaz bi lahko govoril ure in ure in potem na koncu bi rekel, ti pa tvoje teorije zarote, veš. Ja. Dejstvo je, da obstajajo, med njimi so tudi poznani ugledni politiki, da se udeležujejo različnih srečanj in da krojijo našo usodo. Eno zelo pomembno je Bilderberg srečanje. Vsako leto se dobivajo in vsako leto na drugem kraju, v drugi državi. Ničesar se ne govori, ampak tam se odločajo o zelo pomembnih političnih akcijah, ki jih potem smo mi potem kasneje deležni. Politika.
Ja, a veste, politika je K, ne? K. Zelo mi je zanimiv citat gospoda Benjamina Franklinja in on je rekel, v politiki se nič ne zgodi naključno, če pa se slučajno zgodi, je bilo pa planirano. Omenil bi pisatelja in kritika Kutoholski, to je bil pač nemški pisatelj in kritik. Zelo mi je všeč njegovo sporočilo. Če bi volitve prinašale spremembe, bi bile že zdavnaj prepovedane. A vidite, zato pa Janša zmeri zmaguje. Skoraj zmerja. Ampak zdaj verjetno ga bo eden zamenjal, ampak eden podobnih. Ja, drug politik, ki bi ga omenil, je pa Horst Seehofer, predstavnik krščanarjev, ja. On je pa še danes aktiven politik in on je pa to rekel. In to je rekel v eni oddaji, ki je bil povabljen pred 10 letem. In je rekel, tisti, ki odločajo, niso izvoljeni. In tisti, ki so izvoljeni, nimajo moči v ničemer, da odločajo. To se pravi, tisti, ki odločajo, niso izvoljeni. Kdo so to? Ja, Rothschild, Rockefellerji, pa tista zgodba, ki smo jih omenili na začetku. Ne? Oni odločajo. Ne? Ti naši politiki so samo figure. So, bom rekel, v zadnjih vrstah, nas ljudi pa tretirajo kot kmete, kanon futer. Tisti, ki so pa izvoljeni, se pravi, od prostozidarjev, ki vodijo kao politiko, so zato, da vodijo nas, ampak oni ne odločajo. Odločajo vedno strici v ozadju in oni rečejo, to pa to morate narediti. Zato pa imamo Evropski parlament. V Evropskem parlamentu naši poslanci dobivajo, koliko imajo plače? 10-12 tavžent neto, pa imajo še več. Plus dnevnice, plus to, po mojem, da vsak mesec nesijo 20 000 evrov. Ampak kaj oni počnejo? Oni dobijo navodila. Oni dobijo navodila in jih prenesejo, kaj more konkretno recimo Janša ali pa bilo katerkoli drug politik, ki zastopa Slovenijo, kaj morajo storiti, kaj morajo narediti. Zato so plačani in prenašajo te informacije. Ja. In če se vi ukvarjate, ne vem, z bilo kjermu našemu politikam, mehmu pajacem, je brez veze. Teorija zarote v politiki. John F. Kennedy, sej sigurno veste, on je bil umorjen. Bil je najbolj priljubljen politik v ameriški zgodovini. In on je imel en govor, splača se ga na YouTubeu poiskati, in je govoril o teh tajnih organizacijah. Govoril je tako malo med vrsticami, ampak tisti, ki ima, bom rekel, odprt šteka. In jaz bom pač zdaj v parih stavkah povedal povzetek, kaj je rekel. In on je rekel, začel je tako, beseda tajnost v svobodni in odprti družbi je odvratna in kot ljudstvo moramo nasprotovati tajnim družbam, prisegam in postopkom. Ker morate vedeti, prostozidarji imajo prisege. Davčna tajnost. Verjetno, davčna tajnost, ja, lahko tako rečemo, ja. Obstaja velika nevarnost, da bodo poskrbeli za uradno cenzuro in prekrivanje. Tega ne smemo dovoliti. To se pravi, že takrat je veljala cenzura. Čeprav je on bil še mehak in je rekel, je še lepo mehko nagovarjal novinarje, da je treba pač resnico pošteno povedati. Ampak moramo vedeti, da prostozidarji, oni držijo in oni ustvarjajo resnico. Tisto resnico, ko oni hočejo, da vi slišate, ne tisto, kar bi jo vi rad slišali. Obstaja monoelita, rekel je, obstaja monoelita, ki se opira na pohlep in širijo področje svojega delovanja z infiltracijo. Prej sem omenil Adama Weishaupta, infiltracija, za doseganje nekih političnih sprememb, nekih preobratov. Delujejo na način subverzije, se pravi, ustvarjajo konflikt, naredijo revolucijo, izpodrivajo, uvedba nedemokratičnih procesov,
s tem, da naredijo radikalne in škodljive spremembe v politiki. Njihov cilj je uničenje neke države. Če je treba kakšnega predsednika preč pospraviti, tudi to naredijo. Ustrahovanje na mesto svobodne izbire, gverilno vojskovanje na vseh področjih, zbiranje podatkov, diplomatskih, obveščevalnih, gospodarskih, znanstvenih, za njihove politične igrce. Agirajo po noči, delujejo v tajnosti. Priprave, izvedbe so prikrite, niso objavljene, njihove napake, če ga kaj poserjajo, zakopljajo, brez naslova, ni podatkov v računalniku, brišejo, delete. Finančni izdatki tih operacij, ki jih oni izvajajo, ni pomembno, ni pomembna cena, važno je cilj in da dosežejo tisto, kar oni hočejo, da dosežejo. In tudi potem je zaključil ta govor, človek je bil rojen, da bi bil svoboden in neodvisen. Ekonomija. Ekonomija, zdaj bo postalo to zanimivo. Igro Monopoly poznate? Prej smo povedali, kako Wikipedija razlaga ekonomija, kaj je ekonomija, jaz pa to preprosto rečem, ekonomija je Monopoly. In sigurno ste igrali že igro Monopoly, tudi verjetno vi tukaj ste. A ste kdaj razmišljali o besedi Monopoly, kako je sestavljena? Katere besede najdete iz besede Monopoly? Eno mesto je prosto. Mono, kar pomeni eden, eno. Poli, mnogo, množina. Tretja beseda, kje je še? Vse tiho je bilo. Monopol. Monopol. Samo iz teh treh besed lahko naredite stavek. Enostavčno poved. Mono, eden, ki drži monopol nad množino, nad vsem. Kapiš? In igra Monopoly, ki jo vi igrate, je popolnoma prostozidarska igrica. Vse se vrti okoli ameriškega dolarja. In dragi moji, ta dolar ali pa vse druge valute, ki jih imamo, to je ena največja iluzij in ena največja prevara. In kam nas bo pripeljala ta prevara? Doživeli bomo največji kolaps denarnega sistema. Leta 2008 smo nekako zvozili. Zdaj, ko se bo pa zgodil, bo pa štala. In ves ta naš finančni sistem bazira na zadolževanju in pumpajo nelikviden denar v sistem. In oni vejo, sami vejo, da bo ta zadeva enkrat crknila. In zato pripravljajo nov plačilni sistem, negotovinski plačilni sistem. Uvedli bojo osnovni temeljni dohodek. Se pravi, ko bo prišlo do finančnega zloma, čez noč bomo vsi ostali brez ficka na transakcijskem računu. Ja, to bom drugič razložil. Ostali bomo brez ficka denarja. In potem bomo rekli, ja, kako se je pa to lahko zgodilo? Ja, bojo rekli, ja, kako? Ja, korona je bila kriva! Korona? Necepljeni, ja. Necepljeni smo krivi, ja. Korona, dragi moji, je samo trojanski konj v tej igri. Pa to je samo, bom rekel, en del prevare. Več prevar istočasno. To je tako, kot če gledate nanizanke. Eden gleda španske nadaljevanke, eden turške gleda, eden gleda Ljubezen na kmetiji. Pardon, ne nazaj še. Se pravi, vsi se najdemo v nekih matricah. Samo kanal menjamo. Reklame so v istem času, da ne moreš. Pa ja, pa reklame so istočasno vrtijo na vseh kanalih, da smo potem vsi živčni, ne? Oziroma, jaz to ne poznam, zato ker ne gledam televizije. To mi je kolega povedal. Ja, ne, sej, imaš prav, je res je. Takrat istočasno vrtijo reklame pozod. Ja,
To se pravi, ja, doživeli bomo kolaps sistema, oni se bojo zgovarjali na korono, ker če ne bi bilo korone, pa če ne bi bilo drugih produktov, bi potem rekli, vi ste krivi, zakaj niste to preprečali, a ne? Zdaj bojo pa rekli, ja, zaradi korone se je to zgodilo, pa zaradi unga, pa še zaradi tretjega in zdaj moramo vsi participirati. In se pravi, odgovornosti smo že bili govorili, ne? Odgovornost bojo enostavno rekli, mi nismo krivi. Ljudstvo. Vi, zato ker se niste držali social distance, ker se niste cepili, vi ste krivi. Vi ste krivi za to, da je prišlo do gospodarskega kolapsa. Ampak, ker smo pa mi tako dobri, mi smo res tako dobri, mi vam bomo pomagali. Uvedeli bomo osnovni temeljni dohodek, vsak bo dobil, 1000 enot digitalnega denarja, Bog se vidi kakšen, a ne? Seveda je pa pogoj, da bo šel vsake pol leta na šuskota. Šusko, ne bo šuskota, bo tvoj transakcijski račun blokiran. 2-3 meseca ne boš plačal položnic, ti bodo rubili tvoje premoženje. Ja? To bo ta nova realnost. Ok, in zdaj da vam pokažem, kako se bo ta, recimo, na konkretnem slovenskem primeru. A se spomnite slovenskih tolarjev? Se pravi, po osamosvojitvi, se pravi, leta 92 smo jih uvedli, pa imeli smo jih do leta 2007. In 1 evro preračunano je bil 239,64 tolarja. In tale zdaj je zanimiva zgodba. Seštevek vseh bankovcev, samo bankovcev, ki jih seštejemo, je bil 16.880 tolarjev. In če to preračunamo v naš konvertibilen evro, je to dobrih 70 evrov. Dobrih 70 evrov. Kva vi danes dobite v Hofru, v Lidlu za 70 evrov? Voziček na 3/4 poln. A ne? Se pravi, ni to velik denarja. Pa poglejmo zanimivost, gremo v preteklost. A veste, koliko je leta 91? 91 ga še nismo imeli tolarjev, smo imeli pa bone, nekaterih se jih spomnimo. Mleko 91 leta je koštalo 22 centov. Leta 2019 je bil 80 centov do 1,10 evro. Kruh bel je bil 44 centov leta 91, danes 1,50 do 2,79 evra. Jaz imam zdaj podatke tukaj od leta 2019. Mogo bi refreshati. Zanimivo se mogoče cigareti. Cigareti 18 centov 91 leta. Koliko so danes? Ja, se piše. 4 evre, a so 4 do 6 evrov, odvisen pač od znamke. Pivo 25 centov, danes je koliko? Lidl Hofer, koliko 60 centov piksna, pol litra. Čiki so na Irskem 15 evrov. Ja, bravo. Preverjeno. Ampak mogoče najbolj zanimiv podatek, ki se nas vse dotika, gorivo. 91 leta 33 centov, 96 leta 43 centov, 2019 evro 33, zdaj pa evro koliko 47, evro 47. A vidite, kaj dela inflacija? Slovenska plača 2006, takrat sem bil še zaposlen pri mojem očetu, je bila moja plača 159 tisoč tolarjev. In takrat je bila šalca kofeta, jaz pa preračunam, koliko šalc kofeta sem si lahko prvošil. Se pravi, dobil sem plačo in šalca kofeta je koštala tam nekje okoli 130 do 150 tolarjev. Rečemo 130 tolarjev, preračunal danes 54 centov. In sem se lahko z mojo plačo kupil 1223 skodelic kave. Se pravi, 1223 ljudi bi lahko častil z mojo plačo takrat. Ne? Če bi pa danes to pogledal, 159 tisoč tolarjev, pa če ne upoštevam inflacije, pa da je šla tudi plača gore, ne? 644 evrov, in če delim z evro pa pol, je koliko je kava? Evro pa pol, evro, no pa rečemo evro pa pol, zato ker imam jaz kot zračunan, si pa lahko prvošem samo 443 ljudi, da jih pelem na kavo. A ne? Se pravi, skoraj faktor 3. Ne? To dela inflacija, ampak ljudje pozabljamo.
En zelo dober primer, recimo, če bi danes imel človek 30.000 evrov in reče, Ervin, kam naj jaz utaknem moj denar, ker vidim, da mi kopni. A ne? Če ga bom dal vezati, da bi imel 30.000 evrov, da bi dal vezati za obdobje 3 leta in če vključiš vse stroške, vodenje računa, stroške, inflacija, čas vrčevanja, je kakšen rezultat? 28.900, pa mi smo v minusu. Se pravi, denar na banko ni šans. Pri banki vrčuješ. Pri banki vrčuješ, ja. Banki daješ praktično, ti daješ svoj denar in ga šinkuješ. A ne? Zdaj pa poglejmo zlato. To je zelo zanimiva zgodba. Trg zlata je ogromen. Ljudje v zgodovini poznajo zlato že 5000 let. Skoraj 2800 do 3000 let se uporablja kot plačilno sredstvo. Ampak kaj se je zgodilo? Vse je bilo super fino, fajn, dokler je bil ameriški dolar vezan na zlato. Ampak 71. leta, 1971, je Richard Nixon ukinil zlato osnovo in kaj je naredil ta buksel? Kaj je naredil? Ja, je buksel. Nitko je dal ven. Nitko zlato je dal ven, sam papir je tiskal. Ja, začel je printati denar, ampak on se je pa Arabcev zmenil, je rekel, poslušajte, zdaj bom pa jaz dolar vezal na črno zlato, ker cel svet rabi nafto. In nafto bodo vsi, cel svet kupovali v dolarjih. To pa pomeni nenehno povpraševanje po dolarjih. In Money Machine Amerika vabi, cek, in Amerikanci so nenehno tiskali denarja v neomejenih količinah. Ne? In od takrat zlato nenehno pridobiva na vrednosti, ostale valute pa vedno bolj izgubljajo na kupni moči. Zelo dober primer bom dal na avtomobilu. Se pravi, leta 1903 Ford, najnovejši model Ford T iz leta 1903 je koštal $800. Preračunano v zlatu 1 kilo. Danes, če bi imate kilo zlata, vi to kilo zlata lahko pretopite v dolarje, pa je to 40.000, mislim, da je danes več, ker gre... 60. Ne vem, ker ne spremlja zdaj, v glavnem. No, je pa to 60.000. Zdaj pa povejte, da vam bi dedek zapustil kilo zlata ali $800, kaj bi mu rajš? Mislim... Kilo, ja, kilo. Kilo zlata, a ne? Se pravi, zlato je, če pogledamo, zlato ohranja vrednost. To je bistvo zlata, ohranja vrednost. Medtem ko pa valutno, pa vrednost pada, ne? Iz 800 na 60.000, ne? Se pravi, šparati v evrih, v dolarjih, v švicarskih frankih, vse ista figa. Inflacija. Ja, zaradi tega imamo inflacijo. Cena blaga in storitev se zvišujejo, vrednost denarja pa znižuje. Zelo zanimiv je pač kot primer, če imate vi voziček, nakupovalni voziček. Kaj ste vi lahko pred 10 letom za 100 evrov kupili, koliko je bil voziček poln, koliko pa danes dobite za svoj denar, ne? Manj. Gremo naprej, da nas zgubljamo. Ja, in gospod JP Morgan je leta 1912 izjavil: zlato je denar, vse ostalo je dolg. Ko boste enkrat to razumeli, ne boste nikoli več revni. Način plačevanja danes. Danes imamo kartice, pa imamo gotovino. In kaj delajo? Če dalje hočejo spodrivati gotovino, hočejo spodrivati našo svobodo, kartica. Kartica. Ne? Kaj pa jutri? Ja. Ženske se bojo zmeraj znajdle. Ženske se boste zmeraj znajdle, ja. Vse denar je moški, digitalna valuta pa ženska. Okay. Se pravi, ne? Vse se digitalizira, vse, se pravi, mi smo še generacija, bom rekel, kaj rečemo, ki smo rekli še audiofili, ki smo bili v analognem svetu, ne? Pa se pa vse digitalizira.
Se spomnim, jaz sem imel videokamero, imel sem videorekorder, imel sem ni da ni, danes imaš pa to vse v enem telefončku. A ne? In to in sploh ne vem kakšni kvaliteti. A ne? In zdaj, ko smo že vse digitalizirali, pa hočeš še nas digitalizirati. In potem je vprašanje, kaj nuca meni imeti zlato, če ga imam, če pa bojo rekli, ja ne, za zlatom ne boste mogli kupiti, ker boste uporabljali samo še digitalno valuto. In še nekaj, pa pa ne razmišljajo, ok, pa ta najbolj, da jaz kupam nepremičnine in potem ljudje kupujejo nepremičnine ali pa gradijo nepremičnine. Meni verjemite, sistem je tako narejen, to so že tako pregnan, oni vejo, da kupujete nepremičnine, pa da gradite nepremičnine. Oni bodo na nov bodo ovrednotili vse nepremičnine in bodo rekli, ja, vaša nepremičnina je pa zdaj toliko vredna in zdaj boste mogli plačati razliko v davku. In vam bodo to zaračunali. Nekateri bodo rekli, ja, jaz pa tega denarja nimam. Imamo rešitev. Mi bomo odkupili vašo nepremičnino in bomo jo vam dali nazaj v najem. A veste, to so prebrisani ljudje. Ne? Ko vi mislite, da jih boste vi stat pelali, oni so že 25 let naprej. Denar se digitalizira. Se pravi, no cash, denar je umazan, denar je fuj, s kartico uporabljaj, zato ker bo hitrejši, pa ker je bolj fancy. Ne? Ampak izgubljamo pa svobodo. In zdaj, ker da vam povem, naša največja iluzija, ki smo jo do danes živeli, pa ki je tako lepa, jaz bi jo rad dočakal, ampak vem, da jo ne bom dočakal. Ne? Vsi poznamo, vsi delamo 40-50 let za naše penzion. Delaš 40 do 45 ur na dan, delaš to 40 let ali pa še kakšen let več in mi prejmemo za to mesečno plačo. A ne? Koliko je to? 800 evrov, 1000 evrov, 1500, whatever, kakorkoli, ne? In treba vedeti, da bodo tudi našo plačo obdavčili, oziroma naš penzion bojo obdavčili, a ne? In naš denar, kot smo slišali, če dalje, bo izgublja na vrednosti. In mi smo dejansko kot hrčki. Smo kot hrčki v kolesju. In ta kolo se hitrej vrti, se pravi naprej hodimo, se je fajn, se je cool, se smo mladi, se gre, ne, pa kar nekaj, ne, ja. In kaj se dogaja med tem cajtom, ker mi se skozi hitrej gibamo, ne, se gibanje je fajn, se je zdravo, ne, nam denar propada, evro zgublja vrednost, evro je od svojega nastanka izgubil že, ne vem, 40, 50, 60 evrov, saj ni več realno. In potem se enkrat zbudiš, ves crkne, ves zmatane, ne zdržiš več, laufat, rečeš, fuck, smo tega dost, da se ne gre pa še kakšen drugi zabavati. Ja, in koliko časa bodo ljudje prejemali še pokojnino? To je vprašanje. Ne? In se vem, da me poslušate tudi policaji, da me poslušate doktorji, da me poslušajo vsa struktura ljudi. Nekaj vam bom povedal. Če vi prejemate vaše dodatke, to so podkupnine, to niso dodatki, to so podkupnine. To so podkupnine. Ta denar bo itak enkrat nič več ne bo vreden. In vsi bomo padli v isti zos. Isti zos. In da vam nekaj povem. Vsi, ki prejemate to podkupnine, enkrat boste za to odgovarjali. Če ne zemeljsko, boste odgovarjali pred Bogom. Jasno. Religija. No, zdaj bo pa zanimivo. Še enkrat, ampak religija malo na drugačen način. Kapitalizem je religija. Banke so cerkve. Bankirji so duhovniki. Bogatstvo je raj. Siromaštvo je pekel na zemlji. Bogataši so svetniki. Siromaki so grešniki. Lastnina je blagoslov. Denar je Bog. Karl Marx je rekel o religijah. Religija je opij ljudstva.
Zdaj, a si tole sliko poslal? A ste dobili tole sliko? Ok. Tole je to je pa, bom rekel, plod, mojega raziskovanja in sem prišel do tega produkta, ki ga bom zdaj predstavil. To je ena, bom rekel, ena zelo luštna zgodba, kako lahko človeku v 5 minutah ali pa 10 minutah razložite našo matrico, v kateri živimo. Govorili smo o politiki, govorili smo o ekonomiji, govorili smo o zgodovini in religiji. To 4 se morate zapomniti. In ne glede na to, katero koli pogledamo, vse so med seboj povezane. Ne morem tukaj eno izključiti. In vse med seboj so povezano, ker imajo en skupni imenovalec. In to je denar. Dolar. Ali pa druga valuta, se ni važna. Ampak jaz sem tukaj pač dolarski simbol dal. Poglejmo politika. Ja, še to. Moramo pa vedeti, da izmed vsakih teh komponent, politika, ekonomija, zgodovina in religija, ima svojo psihologijo in filozofijo. In bom povedal na primeru. Politika. Bojo spet volitve, a ne? Zdaj pa tako. Vsaka politična stranka ima svoj program. Filozofija. Ampak oni rabijo ljudi, da jih bojo volili. In oni morajo predstaviti svojo filozofijo, svoj program. Zato pa rabijo psihologijo. Psihološki trigger. Razumete? Če pogledamo ekonomijo, ekonomija ima tudi svojo filozofijo in svojo psihologijo. Če govorimo o fiziološki strani, rečemo borza. Vemo, kako pač približno si predstavljamo, delniški trg, delnice rastajo gor dol, ne? Je neka filozofija v tej zgodbi. Je pa tudi njena psihološka komponenta, a ne? Se pravi, dvigovanje, se pravi, delnice dvigajo pa spuščajo. In tukaj je psihologija. Kdaj kupiti, kdaj prodati. Če govorim o zgodovini, tudi zgodovina ima svojo filozofijo pa psihologijo. Se pravi, filozofija, rečemo, primer vojne, ne? Se pravi, skozi zgodovino so bile nenehne vojne. In mogo je biti nek razlog, nek trigger, a ne? Da si ti človeka psihološko pripravil na tlele, vzem puško, tam je sovražnik, pa gremo v boj. A ne? Če pogledamo religijo, to je tudi svoja zgodba, a ne? Religija ima svoj program, politični program, filozofija, tukaj je naš program, tukaj je ta Bog, ta je to, to je to, to je to, to je to, zdaj pa samo še psihološko morajo to tako prevesti, da dobijo čim več vernikov, zato da tudi čim več kapne v denarnico. Zato je spet ta dolar tukaj, a ne? No in pa sem tole lepo zaključil. Je pa tukaj še gremo naprej. Pri religiji bom jaz nekaj povedal. Religija, to je pa zdaj moje osebno mnenje. To je moje osebno mnenje, ne rabite ga vzeti kot resnično, se pravi, če imate vi drugačno mnenje, kaj je problem, ampak jaz sem do tega spoznanja prišel. Religija ne smemo enačiti z vero. Religija ni vera. In glih tukaj religije, cerkve delajo, oni želijo, da ste verni, ampak če ste vi verni, vi ste religiozni. Sistem želi vas kot osebo spraviti v religijo, v njihovo dogmo, v njihov program. Jaz pa nisem njihov program, jaz nočem njihovih dogem. Mene zanima resnica, jaz sem tudi do resnice prišel. In jo zdaj tudi zagovarjam. In rečem, jaz nisem religiozen, jaz sem veren. Jaz sem veren človek. In krščanstvo, tudi recimo v Wikipediji, ker smo imeli porazdelitev ver, ne? Krščanstvo na prvem mestu. Tukaj delamo eno veliko krivico. Krščanstvo ni religija. Krščanstvo je gibanje.
In če boste vi imeli nenehno v svoji glavi, to je religija, to je religija, takoj boste vse za sabo potegnili, kaj ima religija, cerkve, dogme, ustanova, rituale, vse boste to za sabo potegnili. In potem, če vi tako razmišljate, ste religiozen in padete v njihove dogme, jaz pa nočem, jaz hočem biti free, jaz imam svobodno voljo. Svobodna volja je tisto, ki je tebi Bog dal. In zdaj, če poslušate recimo cerkev katoliško, rimokatoliško cerkev, natikajte se maske, poslušate papeža, ja, maske, cepljenje, ja, seveda, to je Božji blagoslov. Ej, halo, dobro jutro. Kakšen Božji blagoslov? Ljubezen do bližnjega je drugo. A ne? Zato, dragi moji, razmišljajte v tej smeri. Krščanstvo je gibanje. Če boste razmišljali v religiji, to oni hočejo, ampak potem niste svobodni, ker ste ujeti v njihovih dogmah. In zakaj je gibanje? To je z Wikipedije. Gibanje je izraz, ki ni statično, skozi v movingu. Dogma ni gibanje. Dogma je omejevanje. In če jaz, ker sem začel, po teh 15-20 letih, skoraj 20 letih raziskovanja, jaz sem šel, to bom drugič razlagal, jaz imam za sabo 15 let izkušenj iz ezoterike. Ni stvari, ki jo nisem počel. Tudi take stvari sem počel, da sem vam bil jezil, da sem bi fejst koža naježila. Potem sem te stvari zaključil. Šel sem potem skozi politiko, ekonomijo, zgodovino, religijo. Pristal sem na religiji. Zakaj? Zato, ker ko sem jaz raziskoval te globine, te matrice, sem prišel, sem vedno globje in globje kopal. In potem se začneš dotikati stvari, ki so zelo temne. Zelo temne in zelo umazane in zelo črne. In potem se je vse moje znanje iz preteklosti, iz ezoterike, v enem momentu začel sestavljati pred mano kot mozaik. In potem sem rekel, wow, če to vse obstaja, če obstaja zlo, če obstaja hudič, obstaja tudi Bog. In sem začel proučevati Biblijo. In to je zelo zanimiva knjiga. Vsak mu priporočam. In še nekaj, da vam povem, na tej sliki, politika, ekonomija, zgodovina, religija, psihologija, filozofija, je še ena beseda gor. Arhitekt. Arhitekt uporabljajo prostozidarji. Kdo pa je arhitekt? Kdo je arhitekt? Temu bom jaz enkrat imel tudi posebno predavanje. Arhitekt je Satan. Arhitekt je Satan. On je mojster in kreator te matrice. In on je kreator religij. Da sem vam povedal. Do tega sem jaz prišel po tolikih letih. Bom pa naredil drugič predavanje, bo tudi zelo zanimivo. Jaz bi zdaj zaključil, ker mislim, da smo že kar prekoračili. Ste že utrujeni, a ne? Aha, majčken, ok, to pomeni, da moram zaključiti. Hvala lepa, bom rekel, iz moje strani. Upam, da ste kaj izvedeli, da ste se kaj naučili. In še enkrat, hvala lepa. Hvala tebi. Dragi Ervin, to je bilo zelo poglobljeno, zelo koristno, informativno za vse nas. Malo si prekoračil. Sedaj, glede na vse, kar si povedal, povabim še Iviljano.
da zaključi današnje srečanje s kratko besedo in Julijana, draga moja, da ne bomo predolgi, ti predajam besedo z brezpogojnim, tako? Darovi brezpogojne ljubezni. Darovi brezpogojne ljubezni. Tako je. Aleluja. Aleluja. Evo, glede na to, da je že naš član govoril o Svetem pismu in tudi o Božji milosti in resnici, mislim, da lahko nadaljujem prav s to temo. Kaj so darovi brezpogojne Božje ljubezni? Ti darovi brezpogojne Božje ljubezni so darovi, ki jih ne moramo primerjati niti ne z zlatom, niti ne s premoženjem celotnega sveta. To so darovi, ki prenašajo mir v srce, mir v dušo, v duha, ki prenašajo veselje. To so darovi, ki prenašajo dobrotljivost, potrpežljivost. To so darovi, ki prenašajo resnično tisto pravo resnico, ki osvobaja človeka od strahov, od depresije, od bolezni in ne nazadnje tudi od smrti. In kako sprejeti te darove brezpogojne ljubezni? Kako jih zaživeti v vsakodnevnem življenju, tukaj zdaj? To si vsi želimo biti mirni, vsi si želimo biti srečni, veseli, blagi, da se znamo samo obvladati. Želimo si resnično duha radosti. In vendar se včasih zgodi, da nimamo miru v sebi, da smo žalostni, da jočemo, da smo prestrašeni, jezni, da imamo po domače rečeno vsega dovolj. In vendar je rešitev. Tista rešitev, ki je zastonjski dar za vsakogar izmed nas. Popolnoma za vsakogar. In napovedano je, da v poslednjih časih se bo vsako koleno pripognilo tej brezpogojni ljubezni. Popolnoma vsako. To je dobra napoved. To je vesela novica, to je evangelij, se temu reče. Radostna vest. To je radostna vest, ki je darilo, milost, ki prenaša številne darove, predvsem pa darove srečnega, radostnega življenja. Tako kot jaz osebno, ne morem reči, da sem jaz voda, ki jo popijam in me odžeja. Tako tudi jaz osebno ne morem reči, da sem jaz ta brezpogojna ljubezen. Lahko pa jo sprejmem. Kot sprejmem vodo in se odžejam, lahko sprejmem to brezpogojno ljubezen kot zastonjski dar, dobesedno iz nebes. To ni vidna, materialna ljubezen. To, kar poznamo na zemlji, v družinah, med prijatelji. To je nekaj, kar je bistveno, bistveno več. To je ta kreativna brezpogojna ljubezen. To je ta življenjska sila, s katero smo bili ustvarjeni. S katero smo poslani na to zemljo, da jo živimo. Ta brezpogojna ljubezen je Božji dar za vse nas. Vsi smo Božji otroci. Popolnoma vsi. Samo da eni tega še ne sprejemajo kot dar in mislijo, da morajo še trpeti, da morajo veliko moliti, da morajo si zaslužiti, da morajo veliko darovati.
Brezpogojna ljubezen je darilo, ki ga je treba sprejeti v svoje življenje, v svoje srce, v svojega duha in ne nasedati temu svetu, manipulacijam tega sveta, navodilam in odlokam tega sveta. Danes zjutraj me je ena naša članica prosila, da nekaj bolj konkretno povem, kako se to sprejme. Da pokažem kakšno vajo. Ni vaje za sprejem brezpogojne ljubezni. Ni. Je pa vera. Odprto srce. Vedenje, da smo Božji otroci, vredni ljubezni, radosti, zdravja, da smo poslani na to zemljo kot Božji otroci, da to živimo, da se veselimo življenja, da se radujemo in da ne nasedamo manipulacijam tega sveta. Darovi brezpogojne ljubezni so res zastonjski dar. Ko je Jezusa Kristusa vprašal en učenec, kaj mora narediti, da bo prišel v Božje kraljestvo, da ga bo začutil, da bo živel to radost življenja. In Jezus mu je naštel vse zapovedi. Ljubi svojega Boga z vsem srcem, z vso pametjo, z vso dušo, ljubi svoje bližnje, ne prešeštvuj, ne poželi si nič, kar pripada tvojemu sosedu, ne kradi, ne laži. In ta učenec mu je rekel, vse to že delam. Kaj še moram narediti, da bom deležen Božjega kraljestva? In Jezus mu je rekel, prodaj vse svoje premoženje in hodi za menoj. Odpovej se materialnim željam. In ta učenec je bil zelo bogat. Zelo, zelo bogat. Povesil oči in odšel. In Jezus je rekel, veliko lažje je priti kameli skozi šivankino uho, kot bogatašu v nebeško kraljestvo. Zakaj? Zato, ker bogataš se strahuje, da mu bo kdo kaj vzel, da bo izgubil, da mu bo inflacija pobrala njegove prihranke, njegovo bogastvo, ker je navezan na delo svojih rok, na darila, ki jih je dobil od staršev, na vse te prednosti zemeljskega življenja. Vse ostale zapovedi je že izpolnjeval, vendar bil je navezan na svoje bogastvo. Ni ga bil pripravljen podariti revežam in se osvoboditi tega strahu pred inflacijo, pred krajami, pred izgubo premoženja. In Jezus je rekel, žal mi je, navezan je na bogastvo, pač ne bo okušal Božjega kraljestva. Koliko je ljudi, ki se v tem trenutku bojijo za svoje službe, se cepijo za to, da bojo ohranili službo in svoj prihodek, ki ne zaupajo tej Božji milosti, tem Božjim darovom, ki so zastonjski dar za vse nas. Koliko je ljudi, ki mislijo, da bojo v šolah dobili znanje in pošiljajo svoje otroke v šole in dovolijo, da se testirajo, da nosijo maske, ker mislijo, da bojo znanje dobili v šolah, od učiteljev, od sistema. In vendar je znanje v nas. Tukaj smo, popolni, ustvarjeni po Božji podobi, za življenje, za radost, za veselje. To je velik dar življenje. In darovi življenja so darovi,
In naše društvo za srečno življenje Beliš, za srečno življenje, želi, da se odpremo prav vsi tem zastonjskim darovam, ki so dejansko dar iz nebes. Tej radosti, veselju, zaupanju, da je življenje več kakor odloki, življenje več kakor cepiva, življenje več kakor testi, strahovi pred izgubo premoženja, službe in znanja, ki ga dobimo v šolah. Dragi moji, vsi člani društva Beliš, bodite srečni, ker je sreča zastonjski dar. Sprejmite to srečo. Ne glejte na probleme tega sveta. Glejte na to Božjo ljubezen, s katero smo poslani na ta svet, s katero nas Bog ljubi in s katero mi lahko ljubimo drug drugega. In to je danes moje sporočilo za vse nas. In želim, da smo srečni, zdravi, veseli in da ne skrbimo za jutrišnji dan, ker vsaki dan poskrbi za nas, za radost, za življenje. Rada vas imam in hvala, da ste mi prisluhnili. Draga Eveljana, moram vam povedati eno zadevo. Jaz sem seveda teologijo študiral, ampak ona je moja usta. Že odkar sva skupaj, jaz sem pomislil, ona je govorila. Ona je govorila, jaz sem naredil. Skratka, zelo dobro in zelo sva v redu, moram reči, tako združena 33 let, kar pravijo tudi Kristus je 33 let dozoreval in prišel je ta čas, ko lahko iz te najine zveze, iz tega trpljenja, iz vsega tega podeliva to, kar nas združuje, brezpogojno ljubezen, radost, združevanje in se pravi vse to znanje in vse, kar je povezano s tem skupaj, to, kar čutite, tudi eno srce. Ko sva leta 91 prišla v Ameriko, oziroma 91, je Elizabeth Clare Prophet v Montani, v naravnem parku rekla, wow, vidva sta twin flame. Vidva so pa rekla, kaj je to? Je rekla, dva v enem ognju ljubezni. Hvala vam za vašo pozornost. Upam, da se naslednjič vidimo 4. To je 4.12., ker bo zelo zanimivo predavanje. Ga bo imela magistrica Lili, naša članica. Zdaj pa smo že zelo dolgo skupaj, ampak vedno najdemo čas in prostor tudi za vaša mnenja, za vaše vprašanja in za nadaljno druženje. Tukaj bo kamera ostala odprta, mikrofon odprt, kdorkoli lahko karkoli vpraša ali se medsebojno pove, da bomo skupaj potem kot ena družina, rečemo temu, Beliš, zaključili ta sobotni večer. Ugašam prenos na Facebooku, na Zoomu pa ostanemo naprej povezani.